šoka za nekatere, pa me zanima, se vam zdi, da je v sedanji zakonodaji položaj zlasti prostovoljnih gasilcev dovolj dobro urejen ali bi treba kaj spremeniti? Najprej bi rad dejal, da srečaš gasilca ali gasilce, reče hvala, se prime za gumb, kot če bi srečal dimnikarja. Kajti tudi gasilci želijo le pomagati in ti prinašajo srečo. Kar se pa tiče zakonodaje, pa mislim, da bi bilo potrebno spremeniti, jo dodelati in jaz pričakujem, upam, da bo ta vlada in pa ta koalicija tudi prišla z popravki te obstoječe zakonodaje, kajti če jo vloži opozicija, bo težko, da bo sprejeta. In seveda jo želimo pri tem konstruktivno sodelovati in tudi pomagati. Namreč, že dolgo časa se gasilci borijo, da bi dobili status prostovoljnega operativnega gasilca. To pomeni, da bi tudi recimo tisti, ki operativno delajo, imeli na nek način beneficiran delovni staž. Jaz mislim. Zakaj? Zato, ker so vedno v smrtni nevarnosti. Ali je to pri požaru, ali pri poplavah, ali pri žledu, ali pri reševanju iz vozil, ali pri plazovih in tako naprej. In se mi zdi najmanj to, kar bi lahko bilo. Seveda je tudi veliko stvari za urediti med delodajalci in gasilci. Namreč, če ima nek gasilec sam svoj SP, to pomeni, da če se mu pri reševanju, pri pomoči kaj zgodi, potem v takšnem primeru najprej 30 dni mora sam kriti stroške, seveda plače in tako naprej, potem refundacija in tako dalje in je to nekako predolgo. Zato mislim, da bi bilo tudi dobro, da bi se ustanovil kakšen sklad znotraj gasilstva, iz katerega bi se potem takšne stvari lahko pokrivalo. Tudi stvar recimo prostovoljnih gasilcev, ki jih je največ prihaja iz podeželja. Na podeželju je podjetje, ki ima 10, 15, 20 ljudi zaposlenih, od teh je 5 recimo gasilcev, proizvodnja zastoji. Kako bi v takšnih primerih, bi rekel, razreševati. Tudi kar se tiče nadomestila, predno delodajalec vloži, se potem dobi refundirano, ampak to nekako predolgo traja. Potem tudi pri nakupovanju opreme, gasilske opreme, bi seveda morali biti v vsakem primeru vsi davki ukinjeni, se pravi davki na dodano vrednost, v primeru avtomobilov to je že, ampak tudi v drugih primerih se uporabljajo le za pomoč ljudem v nesreči. In polno še stvari, ki bi jih seveda z takšnim novim zakonom sedaj iz prakse, iz vsega tega, kar vidimo, kar se dogaja, lahko popravili in bi bila stimulacija mladih za delo, za to poslanstvo in gasilstvo še večje. Je mogoče ravno ta situacija, ki smo zdaj priča, dobro izhodišče, da se naredi nekaj v smeri spremembe zakonodaje? Seveda, vse gasilci in tudi vsi tisti, ki smo, sam sem bil župan kar veliko let in sem si tudi v tej smeri veliko prizadeval, da smo čim bolje opremili gasilce in čim bolje izobraževali in vedno kazali in govorili napram državi, da je potrebno nekaj spremeniti. Saj, ko se kaj takšnega zgodi, imamo, bi rekel, najštevilčnejšo organizacijo gasilska društva. Seveda so še tukaj tudi ostali civilno zaščita in gorski reševalci in tako naprej, da ne bi jih naštel, da ne bi koga izpustil, ampak predvsem, kar se tiče gasilcev, pričakujem, da bi sedaj, da je pravi čas, da spremenimo zakon. Najlepša hvala. Hvala.